Lepo pozdravljeni in dobrodošli oddaji Za vsako bolezen roža zraste. Danes je ponovno z nami gospod Anton Tanjšek iz Šentilja pri Velenju in je dober poznavalec zelišč. Lep pozdrav. Dober dan. Torej, glede na to, da bomo danes kar obravnavali prejšnjo temo o zeliščih, nam lahko nekaj poveste o suličastem trpotcu? Ja, zadnjič smo, ko smo začeli suličasti trpotec, je še med tem me je prišinilo, da moramo še povedati veliko receptov, ker ta rastlina je kot naravni antibiotik zelo koristna ljudem, tako rekoč hodijo po prijetnem zdravilu. Ja. Ko bo zdaj v prvi košnji kmalu je zmanjkalo, tudi druge košnje je enako vreden. Ta je zdaj še bil utrgan danes zjutraj, ima ta cvet visoki, nekateri je bolj ozki listni, je pa vse enako, nekateri imajo tudi liste bolj široke. Ta antibiotik je resnično koristen. Ni samo, da nekaj zdravi, ampak če uporabljamo to, tudi marsikaj preprečuje, marsikaj hudega. V vseh zeliščarskih tečajih ali pa teh vajah so nas učili krt čaj. Enkrat je bil rok čaj, to je rman, ognjič pa kopriva. Če pa izpustimo ognjič, pa vnesemo trpotec, pa dobimo čaj, ki spet dobro deluje, ampak v celju rečenja krvi. Rečenje krvi pa povzroči, da nas obvaruje najhujših možganskih kapi. Ja. Ko enkrat, tole se pravi, je dober, nekateri rečejo, ja, bom že, ko bom tisto bolan, ja. Ampak če te možganska kap s tako zvano atako ali insultom, potem nisi več pri tisti pameti, da bi si sam pomagal. Pride v akutni fazi do tega, da po 2 leti še živi, pa ne pozna ne ščirko nobenega, kako te ljudi trpijo. Ko vidijo v svojci samo predmet. Ja. Ja. In to se dogaja taki. Ja. To pa je zato, ker pregosta kri v teh malih možganskih kapilarah, tam jih prebije svojim trenjem, žilica poči in je ta kranialni izliv. Če je to, tam so sekunde in kolikem času to uspejo zavreti ali ne uspejo, potem so pač take posledice. Ali je smrt, ali je 9. dan, se zboljšanje začne, ali pa ostaneš tak. Ja. To smo imeli tudi v ženini družini, 2 leti v domu in tako, ko ne pozna več. Nič, nobenega ne pozna, ali vegetira naprej. Ja. Torej nam lahko poveste, zakaj pa je dober ta suličasti trpotec, za katere bolezni? Ja. Če svetlo stran gledamo, to se pravi preprečevanja, pač kot mlada ženska, pač takoj vidi nekaj, kaj bi še uporabila, da bi nam koristilo. Ja. To je pa za dame proti premočni menstruaciji ta čaj. Ja. Ja. Ker ni nič škodljivega to. Ja, je pa treba povedati, da je muhast za sušiti. Ja, če ga preveč, ko se trga, zmečkaš, postane črn je neuporaben. Saj črn je samo na mestu dotika, pa tudi hitro ga treba sušiti, če ne bo plesnel. Torej, približno koliko časa bi bilo dobro? Trgamo ga samo v vročem, recimo te dni ne. Tiskrat, ko je vročina, da bo hitro pod strešnih prostorih, pa to v senci se posušilo. Se pravi, hitro pomeni 2-3 dni ali 4 dni, ne pa 14 dni, ker tam bo pa pol za nič. Je lahko že za nič, torej. Ta težava je, ja. Za katere bolezni? Ja, še dober? Ja, to pa je kar precej pljuča, zdravi, ledvice, želodec. A kar tak velika? Ja. Zdaj, če pa ciljamo na
na čiščenje krvi, potem pa damo koprivo, rman pa ta terpotec. Ne. Rman bo kmalu, čez kakih 14 dni že bo tudi. Ja. Še to nikjer v literaturi ne povejo ali mešanje rastlin, kako bi naj mešali po vrsti ali vpliva. Jaz sem delal poskus, da sem, ko je bil kopriva suha, spravil v vrečico, ko je bil rman suh, spet spravil, ko pa je trpotec, sem pa potem pa združil. Ne. Potem me pa zanimal okus tega ali tistega, ko sem zmešal že rman pa koprivo, pa potem to, pa je bilo bolj neka harmonija okusa, če si prej je bilo ločeno vsako posebej, pa si potem vsako od treh združil. Ne. Ja, po učinku se pa ne da reči, kaj bi bilo boljše, ali kaj. Po aromi samo pa čaja. Ne. Torej, vredo je, ne, da vsako posebej posušijo in potem skupaj zmešajo. Seveda v papirnatih vrečkih, ker to diha. Ne. Je pa zanimivo, da v trgovinah se doživlja vrečke kupiti se ne more, ne. Te škrnicele, rjavkaste, stare. Potem pa doživiš isto, kot je bilo v drugi svetovni vojni, kot ste rekli, vzamete lahko, jaz vam pa ne smem dati. Ker me kamera snema, je rekla, trgovka. Ja. Vzamete mi lahko, jaz vam pa ne smem dati. Ja. Torej, v kakšnih vrečkah bi se naj to sušilo? Te škrniceli, ki imajo v vseh trgovinah živili pri blagajnah, ne? Kar so včasih bile moke. Ne? Ja. Torej, da diha. Ne? Ja. Bog varil plastičnih. Ne? Torej, v plastičnih ne smejo? Noben čaj, ja, ker tisto diha. Ne? Ja. Kakor vino diha v lesenem sodu. Ne? Ja. To sva rekla. Ja, domača uporaba je zelo praktična, trpočev sirup. Ja. Tu pa lahko ne rabimo nič druga, kot nekaj sladkorja kupiti. Tu res je zamuda, ne. V večjem loncu kuhamo 3 ure trpočevega listja. Ni to zdaj nič taka stroga receptura, ne. To kuhamo 3 ure, dodamo brinjeve jagode že takoj od kraja, eno prgišče pa pravi. Ali pa vejce tudi, če ni jagod. Zdaj so vejce jagode, če nimamo suhih, so zelene, nima tistega učinka. Damo pa vejce, ne. Tu kuhamo 3 ure, potem pa odcedimo. Ja. Precedimo, potem pa damo obilo sladkorja, zraven pa spet kuhamo. Po nekaterih receptih do 7 ur, kjer mamica tudi potrpi. Ne. Ja, to je čudovita pol. Tu pa v steklenice natočimo, pa spravimo v klet, da se hladi. Zelo koristen ali pa uporaben je trpočev sirup, ki ga lahko skuhamo, ne rabimo druga kot sladkorja, odvisno od količine, ne, koliko si želimo tega. V večjem loncu pač kuhamo 3 ure veliko trpočevega listja, damo prgišče brinjevih jagod, če nimamo jagode, pa vejce. Ne. Če nimamo starih suhih jagod, ne, veljajo tudi vejce. Tu kuhamo 3 ure, potem to precedimo, v to pa damo obilo sladkorja. Ni pač tudi strogo določeno koliko. Ne. Tam pa spet kuhamo 3 do 7 ur. To tekočino pa nalijemo, tam pa ne cedimo, pustimo jagode noter. Ja. Z jagodami vsemi. Ja, ki še delujejo. Ja. Potem pa spravimo v steklenice, v klet, ali pa na hladno, ali pa v hladilnik. Ne. Žal pa je samo en teden uporabno. Ne. Torej, v enem tednu bi se to moglo popiti? Porabiti, ja. Porabiti. Se pač manjše količina pripravi, pa potem drugo spet. Ne. Vse trpotec bo tja do konca oktobra. Ja. Torej, to lahko v bistvu večkrat na dan spijejo po žličko? Po želji, kolikor je, to sploh ni poljubno. Ja. Je pa zelo zdravilno. Bolniki to pijejo po mili volji lahko. Ne. Ja. Pol so druge uporabe. Vino ali med kuhan s trpotcem je izredno zdravilen pri protinu. Ja. Ja. Je pa tudi zelo uporaben sok iz listov, ne?
je pa malo težja priti do tega soka, ne. Pred leti sem jaz kupil stroj, literatura nekje pravi nemška, da bi mesoreznica taka in to sem kupil in te nitke od teh trpotcev so tako žilove, da se je v trifaznem motorju mesoreznice vroča glava je bilo, pa ni šlo skozi 3 mm luknjice. Tukaj ta nitke so žilove, ja. Potem sem pa te na kratko škarjem razrezal na 2 cm, potem je pa to šlo. Ja. Torej, brez ročnega dela pač ni šlo, ne. Da sem dobil sok ven, ja. Torej, tudi en recept lahko si naši gledalci zmešajo trpotec plus vino, ste rekli, ne? Ja. Druga ta uporaba, ta je pa široka uporaba tega soka, ne, če ga damo v hladilnik, recimo za bolne vnete oči, ne. Ja, je zelo, potem lahko tudi se kar tak pije, ne, seveda, s srkom, ne, ja. Je pa izredno zdravi, udarnine, vse rane, ugriznine, ozebline in sploh vse, da vse že stara praktična praksa je bila, da so malo potevkli ta list, ne, da so prebili zunanji ovoj, pa navezali na rano, ne. Ja. Torej zdravi tudi rane, poškodbe, če se režemo, kje je vse. Ja, ker pravi deluje antibiotično, ne. Ja. Tudi druga aplikacija je, da se seme, prah, ne, posuši, zmelje, pa uporablja. Ja. Ta prah je nošovo konico damo v kozarček črnega vina, pa pijemo 3 čaše na dan lahko proti driski. Za drisko? Zdaj vem primer, da je tako vino pil, pa da je ženo flancov, da ima drisko, da mora zato piti. Ja, to se da. Torej tisti, ki ima drisko, kar naj trpotec pijejo. Ja, če ne, pa se ne vejo, če ne pogledajo. Ja. Druga uporaba je pa, če je opeklina huda, ne, pa dajo tudi ta sok ali pa stolčejo, da pride do soka, pa namažejo z jajčnim beljakom rano opeklino, ne, pa položijo na opečeno mesto, ne. Ja. A torej to je zato je dober? Z jajčnim beljakom plus trpotec? Ja, plus sok, ne. Tale sok. Ja, pa malo nečem povije, pa je hitro uplahne. Torej, kar za veliko stvari je poraben ta naš trpotec. Z ozirom na to, da je zastojno naravi. Ja. Sem pa slišala, da je zdaj tudi zelo aktualen vrbovec. Ja. Lahko poveste, v bistvu, kaj je vrbovec? Ja, to bi pa mogli gledalcem mi pokazati, to rastlino, zato ker je pač tukaj je gornji del rastline, ker so velikosti rastline 11 vrst, od tega so samo so zadnje 2 hudo strupene, gozdni pa kosmati. Ta je gornji del, si predstavljamo, da je še enkrat ta višina, zato ker ga je veliko, skupaj rastejo. Ob potokih, na brežinah takih, da pač kjer se nabira, da moraš pač imeti skoraj, bi rekel, lahko ribiške škodne. Čapne še noter, čist na robu je tam, da v potoku tudi? Ja, da se korenine pijejo voda, ne, ja. Tudi raste na takih obtravnikih, da je čist malo, da komaj leze voda ali pa komaj nevidni potoček je in ga je po 100 in 100 metrov. Je pa razlika v tem, da tole je, ko je bil, to je bil oktobra lani nabran. A tale je bil oktobra nabran? Ja. Pa ga lahko v vsem času ali samo v zdajšnjem iščejo? Jaz sem ga pač nazadnjega, pač je vstal, ni šel v uporabo. Tale, ko je zdaj tu razpuščen, ta klas, je bil kot stroček, podobno kot je repino seme. Je tako zeleno seme, ko se pa posuši, pa se sam razcepi, pa so te dlačice, tako kot neka volna. Je ta, lomi se kar
krhki je, se rad lomi. Vedno so nas pri zeliščarjih učili, da naj to lepo obzirno lomimo, da bo rastlina, da še bo drugi lahko nabiral. In potem se kultura prejšnjega nabiralca vidi, ko prideš, kako je nabiral. Ne? En brezobziren bi polomil pa vlekel. Drugi pa nabira tako, da tisto, kar je tukaj do spodaj, pusti lepo, vse se lepo lomi, je krhko. Vseeno čim bolj od spodaj v redu trgati, ampak da vseeno obstanejo korenine. Tisto steblo pa, še više, pol metra se pusti. A vsaj pol metra je v redu, da se pusti? Še tole bi mogel pustiti, pravzaprav. Sam jaz imam taka rastišča, da je ogromno tega. Ja. Pa je, tu sploh ni, potem, ko se rado suši, ni. Ja. To pa ni zahtevno, pa muhasto. Ko pa se reže, je pa kar treba imeti, se tega volne nadiha zelo in tudi še zdaj, ko je že pol leta, še kar. To so semenčice, nosilci semena, ki veter odnese. Ja, kar letijo, vidim. Muhice, ja. To so jih na milijone tega. Kdaj pa jih lahko v bistvu najdemo? Zdaj bo to 100 dni, več kot 100 dni. Zato smo to začeli, ker sem že včeraj v Rogatcu videl, da bo počasi rastel. Torej, dobre 3 mesece jih lahko ja, bo sezona, poiščemo. Seveda samo tam je, kjer je pa treba paziti, da ta drobnocvetni je, zato se imenuje pač to, zato, da se ne zmotimo, da ne bi nabirali drugega, ki je bolj simpatičen, če ima ta cvetek je tako droben kot proso. Ja. Na koncu tega gor je cvetek, ko vijoličast, bledo beli in je oni cvet, po literaturi mi je znano, da lekarne nabirajo onega, ki ima malo več, izdatnejši cvet, pa dozirajo manjšo recepturo, zato ker je že rahlo strupena. Je pa bolj praktično, daš pa dozo manjšo. Torej, da lahko zna biti tudi nevaren, če ne poiščemo pravega in naberemo. Ja, zato se ta imenuje drobnocvetni. Tudi zato ga v literaturi ni nikjer, ker zaradi varnosti, da ne bi nima ga Wilford v celi enciklopediji, da ne bi ljudje se motili pa nabrali nepravega. Ja, če sem pravilno razumela, bolj vijolične se cvetove morajo imeti. Najbolj varno je, ta je mali, pol metra do 3, pa cvet ima najmanjši. Pa najmanjši cvet. Ja, kot pšenično zrno, tako suho zrno. Tak mali cvetek je. To je najbolj varno. Vse se tega tudi dosti dobi. Je pa zelo hvaležna reč. Ja, naprej, uporaba pa preprosta, zato ker nič ne rabiš druga kot prevret. Torej recepte, zakaj se uporablja? Receptura. 5 minut skrop prelit, s kropom, ena čajna žlička, recimo za 1/4 litra vode, prevreti, pa 5 minut počakati. Torej prevremo prej krop, pa potem prelijemo, ne da bi rastlino zraven kuhali v kropu. Počakamo 5 minut, odcedimo, pa pijemo. Pije se pa samo 2 skodelice na dan. Prijetno je, če zjutraj na teščev eno, drugo pa zvečer, ampak pol ure pred jedjo. Pol ure pred jedjo, torej? Ja. Predoziranje je pa škodljivo. Učinkuje kar močno. Če bi spili več kot 3 skodelice, bi bilo črevesje pa želodec poškodben. A torej tako nevarno je lahko tudi, če spijemo več kot 2 do 3? Deluje, ker pač nič ne pokaže tisto svojo moč, ne po okusu, ne po vonju. Je pa veliko, to rastlino je bila nekdaj že v recepturih. 1970 je pa Avstrijka Trebenova to ponovno odkrila.
In v tisti svoji znani knjigi iz Božje lekarne zdravja pa tisto uspehi pri zdravljenju navaja nešteto stotine primerov in da to jo imajo za odkriteljico tega in je tudi že raka mehurja pozdravila, ampak z dolgotrajno uporabo, celo leto. Ne. Ja. Z tem pitjem torej. Ja, ja, pa ja. največ 2 do 3 skodelici na dan je potrebno. Ja. Aha. Pa je to določno za katerega raka ali je lahko za vse vrste raka? Ne, samo mehurja, pa to se pravi obtočila, ne, ja, prostate, ne, ženski pa mehur tudi, ne, no. Ja. Ko smo na uroloških oddelkih, so bo rekli vodovodni oddelek. Ne? Vodovodni. Ja. Tam je tudi preventiva, da se pije ogromno tekočine, ne? Čaj ali sladki ali grenki. Ne? Samo piti, da se pač po operacijah izpirajo črevesje. Ja. Telo se čisti s tem. Ja, piti ogromno. No. Ja. Ja, fina, torej trpotec in suličasti trpotec, ne? In vrbovec. Ja. V zadnjem času sem slišala, da se kar veliko govori o glini. Ja. Lahko poveste tudi nekaj o glini. Tu pa pravzaprav obnavljamo stare stoletno prakso, ki se je pač s tekom medicine pa farmacije odrivala in prišla v pozabo. Ne? Zdaj je to knjiga iz leta 1226 pravi, da Ameriki in Avstraliji masovno pijejo glino. Ja, masovno. Ja. Tam primerja in pravi, mi Evropejci pa trmasto ustrajamo na neznanih zablodah in se timo in jih ne posnemamo. Ne. Ja. Zdaj pa se to seveda spet že zelo prakticira, ne, že kar svojih 15 let. Ne. Tudi pri nas? Ja. So predsodki, češ ne bom tisto, ko hodimo gor pa to, ampak je pa treba zdaj upoštevati, da glino je treba, to predsodke imajo tisti, ki ne upoštevajo, da je glino treba razkužiti, da je treba iz globine večjih metrov dobiti. Ja. Jaz jo iščem zmerom tam, kjer raste praprot, orlova praprot. Torej tam jo lahko najdemo? Ne, najboljša je, ker je orlova praprot 3% radioaktivna, potem pa, ker preslica raste v tej soseščini zraven. Pa tudi v tej gozdni površini niso nikoli umetno gnojilo uporabljali, pa kaj. Ne, tam je, bi rekel, deviška površina. Ja. Torej čim bolj ven iz mesta, čim bolj v naravi, gozdovih. Težava je pa v tem, da noben lastnik gozda ne bo privolil, da bi prišel s kakim kopačem, kakim gradbenim strojem na tisto. Če pa rečem, zmeram sem imel tako lepo, da vse to bom na roke, čisto pa takoj, čisto pa kar. Tisti ljudje, ki pa verjetno niso najbolj gozdne narave, pa lahko verjetno najdejo to tudi kje druge, ne? Ali kupijo v lekarnah? Ja, se kupi, ja. Tudi za pitje to masovno kupi. Ja, fino. Vidim, da ste danes tudi nekaj meni prinesli, te gline. Me že prav veseli, da bi jo rada poskusila. Bom kar probala. Vidite, torej če sem prav razumela, lahko to kupimo v lekarnah, ne? Ja, ampak tam je kilska doza, ali 200 gramov, ne? Jaz sem pa to praktično naredil že kar eno dozo, ne, to je srdičko. Torej, ena ta doza je dovolj primerna za en dan? Ja. Zakaj pa je dobra v bistvu vsa ta glina? Črevesna metla je staro ime bilo, na to. To so pa takoj razumeli. Tudi, kateri imajo polipe v želodcu, radi se jim ponavljajo, se s tem kar precej v to preženejo. Kako to pa, da imamo plastično žličko? Ups. Ja, ker glina ima rahlo elektriciteto, vsaj tolikšni meri jo ima, da ko vina bi to električno polje z mešanjem nekaj usrkala in bi uslabela moč. Zato se pač zmerom ali seno ali pa plastično.
malo čudno zgleda. Bomo provali. Korajžno. Ja. Ne bo nič mrtvih. Pa nima nekega pravega okusa. In torej ena takšna žlička in bomo zdravi. Ena takšna skodelica. 21 dni je kura. 21 3 dni? tedenska, ja. Torej 3 tedne Ja. bi bilo v redu, da eno... Prav v zadnjih misterijah sem prebral vprašanje, koliko naj bi trajala kura, pa isto odgovarja, da 3 tedne. Ja. Torej ne rabimo vsaki dan spiti. Oja. Vsak dan. Vsaki dan 3 tedne. Kaj pa potem? Pojde pa dan pol leta dobro. Pa bomo pol leta Take merili. kure bi naredili, ja. Ja, pa je za prvih 100 let dobro. Ja, fino. Ja. Torej to glino lahko iščemo V apoteki. bilo kdaj, tudi če tisti, ki si bojo sami iskali. Ja. Težava je pa s to glino zato, ker je treba agregatno stanje spremeniti, vprašiti jo je treba, ne. To je pa kar Kako pa to dela. mislite, ja? Tisti, ki bi si Ja, to sami agregatno želeli stanje narediti. spravi, zdaj tisto, mnogi so to se kopa, prikopali se 150 kg porabi in to zdaj spravi, uporabnost je pa samo enkrat, ker potem v kopeli je človek 9 do 10 ur, torej posesal vse škodljivo v človeku, ne. Ja. Zdaj pa Bokvaru je to nazaj, nekateri varčni bi velikrat porabili, ne? Ja. Ja, je pa, potem pa ridemo v telo nazaj tiste škodljivosti, ki smo jih že ven posrkali, ne? To je ta težava z glino, zato pa še ne uporablja. V starejši literaturi pravi v Švici, Ameriki, Avstraliji, v sanatorijih, na vrtu poleti človeka zakopljajo, tisto je zaroslovja, 90 let. To sem tudi nekaj videla, ja. Ja, je tako, pravi, mokra prst, ja. Zakaj pa je tisto dobro? Ja, to Mislim, so, da se, s tem so ga, ja, s tem so ga zdravili, ne. Ja. Tam ti morajo pa ptički pet, ne, v parku so to delali. Ta pesek tudi kar popije No, lahko? malo pa hitro spiti. Malo pa hitro bi. Čim več bo šlo, tem bolj bo korajžna. Dobro je, to pa bilo kar plus, ja. Zdaj pa ga imam kar v usti. Ja. Ni tak finega rešeta oziroma mlinskega sita, da bi čist vse to, a ne, zato pa se ta pesek v zobih čuti, ne. Ja, verjetno še bi bilo dobro malo vode doliti in potem še enkrat hitro, bolj na hitro spiti. Ja. Je kar korajžna za prvič. Ja. Hvala. Ja, s to glino je ogromno koristnosti, ne. Bojaš pa težave, ker je uporabna stran problematična, ja. Ko sem jaz čas pomoč iskal za to, pa sem zvedel, ja, danes ne delajo več takih ljudi, da bi v blatu delali. Ja, isto kot sem rabo kupoval rdečo peso, so rekli, ne delajo takih ljudi več, da bi vkopavali ročno. Ne smejo pa nič pesticidov uporabljati pa to pri pridelavi, ne. Ja, to je ta težava zdaj. Ja. Dočim z glino je pa ta, da ko je nekdo bi porabil recimo za zdrobitev petnice, petne kosti pa to, pa je predsodek, ja pa saj nismo zidari, ne bomo to delali. Ja. In potem ostane tako. Ja, ja. Prvo so predsodki, drugo je pa tehnološki težave, ne. Tukaj je treba to glino, recimo, če ga ima čisto od početka, ki jo dobimo iz 2-3 metrov globine, tista monirolitna se reče, ki je sivo-zelena, je najboljša. Velja tudi Sivo-zelena. Sivo-zelena, ja. Najbolj praktično je, ko se gradbena jama dela pri hišah, ne, pa da se pregleda izkop sloj, ne, tam se pa vidi tisto, kaj je. In da se tam dobi, ne, to je še najbolj, ne. Tako se jaz pomagam, iz Obsotelja je veliko tega. Pri Rogaški Slatini so delali garažno hišo 12 metrov globina so kopali. Ja, ker je prostor omejen, tesnoba in so šli tako v globino. Od tam sem
dobil, ampak to glino je treba na 1/4 kile približno velike kose razsekati, potem v peč, 2 dni v peči do 60-70 stopinj, da se toliko presuši, s tem se razkuži, da je potem v mlin zdrobi, jeklen mlin. Ja, v prah, ne. Ja, da je to enkrat. Potem pa, ko je v prah, je še pa spet treba v drug stroj presijati, ne, da je moka, ne. Potem jo gre pa krog 150 kil za enega bolnika, ki je hudo bolan, ne. Tukaj so... 150 kil? Ja, jo gre. Da je pol bane, globoke bane, da se on koplje kot neki marmeladi. Tukaj še viskozna, da se premika. Ja, tam pa pol... Torej, za kakšne bolezni je to, če ima? Tu je tolikaj, tu je v tejle knjigi 1926, taki primeri, da se čudiš, no. Ja. Enega zaupate, ja? Zraven, saj bomo v več receptih, da je zraven tega, je pa treba skrbeti, da tistega človeka ne zebe 8-9 ur, ja. A tako dolgo mora biti? Ja, da mu je toplo, ne, to je treba pa priliva dodatno, ja, ali pa, ne. Tam pa kuham gabes, pa druge zdravilna zelišča, pridajam, potenciram moč te tekočine, ne. Ker počasi se hoče glina strjevati, ja. Torej, tisti, ki ima določene bolezni, grejo v bano, hude bolezni, si dodajo 150 gramov gline in dodajo razne... Kilogramov. Ja. To je količina 3 starih cementnih žaklov, ko je bilo tako. Kar veliko, ja. To je toliko, da se delajo izredno, no. Zraven je treba tudi kuriti. Ta bana je na peči, pod njo gori peč, tunelska peč, da ogreva. Torej, to ne moramo narediti v naši banji doma? So poskušali v blokih in kaj se je zgodilo, vodotok se jim je zabil in je mogel sosedi plačevati inštalaterja pa to, da je odmašil vse to, ker je spustil to topil je pa mešal, pa da je teklo ven. Potem se je pa tam nekje v inštalaciji, nekje na nekem ovinku strdil, zabil in to so bili hudi stroški. Ja. Tako se je zgodilo. Torej doma tega ne poskušate? Ne, samo tam, da se vse ročno not prinese, pa odnese ročno. Torej še drugi dan je pol dneva dela za tistem, ko je prej to delal, tako da je to že zelo poredko. Ja, ker je treba, je boljše, veliko bolj uporabno je to glino piti, ker je pomaga pač, ja, in je priprava prej, dokler človek ne konzumira to, ja. Pa vse je precej, pa obloge delati, ja. Za obloge, pri oblogah je pa zelo, vsakem bi svetoval, da če bo v tem kaj ukvarjal, da si kupi knjigo o glini, ne. Ker izrečno tam pove, da od debeline sloja je odvisna moč sesanja in učinek zdravljenja. Od 5 mm do 2 cm. Če bi nekdo začel že kar te prvo uro pri 2 cm debelo, bi ga lahko grozno ščemelo ali peklo ali to. Potem je tudi razlika, nekaterim prija toplo, drugim pa hladno. Ja. Zelo velika razlika. Vsa literatura pravi, da je pač treba eksperimentirati. Ja. Torej, da poskusimo parkrat, pa gotovimo, kaj nam najbolj odgovarja. Ne, takoj lahko se preskuša, če mi ali ne. Destrait, francoski zdravnik, ki je to veliko prakticiral, je to delal s tem, da je najprej preskušal po 1 uro in potem je pa tisto počel. Zdaj pa zaradi teh težav
je to prišlo pač v pozabo. Ljudje smo taki, da pač nekaj bi rešili samo brez svojega truda, brez svoje, ja. Ja, torej za vsako stvar je potreben trud, ne? Ja, ja. In da si vzamemo predvsem čas za sebe, ne? Ja, ja. Zdaj pa se že pojavlja, vse se kupi obloge, da bi pa, spet se pa v uradni medicini malo bojijo biti blatni in si pomagajo, da dodajo parafina, ne? Ga utopijo, potem je pa ni več tista mazljivost umazana, ne? Ampak je, recimo, rečejo fange obloga. Fange. Fango. Ja, to delajo po toplicah pa to, ne. Ja. Koliko se zda vročo dobiš na hrbeta, ne, pri 14-dnevni terapiji pa to. Ni pa seveda tak močen učinek, ne, ampak da se ni treba, ker to čiščenje polje pa kar muhasto, ne, se to umiti, ja. Ja. Mnogi so po 2-3 kopalke imajo za to, da, ja. Ja, ja. Učinkovito je, seveda človeka ne sme, da ga zebe, ne. Moraš pa skrbiti, ne, da on pove, da. Ker bi si lahko toliko prehladil, da bi trajno revmo imel, namesto da bi si pozdravil revmo ali kaj hujšega, si bo pa še bolj nakopal, ne. On mora biti toliko soliden, da pove, zdaj vročo, zdaj to in to. En mu mora kar stalno cel dan služiti, ja. Ja. Je pa v tej knjigi so taki primeri, da, ja. To je bilo včasih čisto običajno, tudi za srce. To so se delali, tiskrat so imenovali podkladek ali nadkladek, ne. Če je pod organom bilo, je delovalo, drugače je krvni obtok gor gnalo, če je bilo pa nad organom, je pa v noge, ne. Tako smešno zdaj izgleda, ampak je bilo pa praktično, ja. In tiskrat so to, ja, ogromno je tega, ampak včasih so bili, so v tem videli, želeli so ljudi zaslužiti, ne. Ni jih bilo strah nekega napora pa neke komplikacije. Čim več je bilo z neko pripravo in to dela, tem bolj jih je veselilo, ne. Čim danes smo pa zahtevni, praktični in to. Čim bolj hitro, ne? Ja, hitro, malo truda, ja. Tako da tukaj je zdaj, tukaj opisuje, ja, kak je, če je kri gosta, ja, 6 do 7 ur v temu in izšel bo zdrav, tako bi ukazovalno piše, ja. Samo da je treba to, ljudje se bojijo, da bo to zoprno ali pa težavno, prav prijetno je, če mu ustrežeš, da je, se zmerom z roko preizkuša, ne, hladnost vode, ne, ja. Tukaj je prilika skuhati koprive z gabezovega pirja, orlovske praproti in s tem vneseš v kopel dodatne stimulante. Torej, te so dodatki, ki pa dodano. Ja. Tukaj to je zelo močne reči, baje se že uveljavlja samo pri nas, ja. Zelo poredko, verjetno, ne? Poskusiti je treba ta trud, pa to potem pa drugače. Moramo malo tudi računati, če je glina po 4 evre v lekarni, potem pa to krat 150, to stane. Mora bi biti najprej prepričan, da bo tak učinek, kot je, da bi to požrtvoval, ne. Sam za poskus pa ne bo šel 500 pa 700 evrov delati, ne, ja. Torej, vse najpomembno naša misel, kako smo naravnani. Ja, blokada naša, ja. Da verjamemo, da je neka stvar dobra za nas. Ja,
pa želimo zmerom naprej prepričani biti, ne. Ja. Če pa nismo, se nam je pa žal truda in stroška, ne. Ja. Tisti, ki pa sami delajo, pa naj si dobijo knjigo o tem, bojo pa uspeli, ja, ne. Knjige so zdaj ponovno spet Vale Novak iz Ljubljane je svoj čas bila, zdaj je pa spet novo natiskana in stane 6 evrov, pa 9, nekaj takega. Ja. A, ta je knjiga. Spet imajo, ja. Glina zdravi, živam od zemlje. Spet je v prodaji, ker je bilo toliko povpraševanja. Ja. Zelo je potrebno, zato ker pol pa res vidi, da ima nekdo lahko na svojem zemljišču zdravje tam. Ja. Pa tega nima. Ja. Ja. Lahko bi se sam pozdravil, če bi imel zaupanje v to zdravljenje, pa veliko se to. Smešno pa je nekaterim, da bi si to polagali na tilnik ali na čelo. Ja, pa veliko to pomaga. A torej tudi na čelo si lahko? Ja, vse. Za glavo bolj kakšen ali kako? No, to hujše reči. Tudi glavo bolj, tudi duševne bolezni. Zato pa, če nekdo se bolj globlje v to zanima, vsakem rečem, ali pa kopija knjige, da si je prvo to pregleda, potem se pa odloča, kaj si bo pomagal. Brez tega je škoda, ne, ja. Da si najprej, da ve vso paleto možnosti, potem pa tudi, da se lahko tako rekoč zastojen sam, če se bo trudil, ja. Ja. Ker tukaj je pa napor s tem, da v primerih, ko so vztrajali tudi 1,5 leta. Ja. Bila je filmska igralka 1,5 leta kot v klepu, a ne. Potem je pa shoda, ne. Zdaj pa v dačnem tempu, pa v naši psihi, če se zamišljamo, to potrpljenje in to vztrajanje, ne. 1,5 leta pa pol, ne, kar veliko, ja. Ja. Ko smo samo na aparature, ki te bo požgečkala, pa hitro elektrika nekaj pozdravlja. Ja. Torej se splača, ne? Ja, se splača, če kdor veruje v naravo. Tam pravi, bodimo ponižni pred naravo in uspeli bomo, ne. Ja, to se pravi, svojo blokado je treba najprej prebiti, potem pa šele se lotiti sovražnika. Ja. Enake težave so še hujše težave, bi rekel, so pa pri zdravljenju raka zalojo, ker nas blokada drži, da pa sej ne moremo, pa sej nič ne moremo mi na to, pa tak, ja. Ja, to sem tudi slišala, da ena alternativna medicina so v bistvu naredili eno raziskavo, ker bi največ tudi raka bilo na podlagi zamer, ne, ker ljudje ne znamo odpustiti in zamerimo drugim ljudem. Ja, to so pa. To se potem spet misli, ne? Ja, ker vsaka misel je energija. Vsaka misel je energija, ja. Ja, naj bo, vsekakor je pa negativna s hujšim posledicama, ne. Ja, ja. Primerjalno v tem smeri je to, da veseli ljudi, so zdravi. Ja. Zdravi, to je izkazano. Potem pa so verjetno zelo pomembni tudi dobri odnosi. Ja, seveda, ne, sej, ja. Sej, jaz poznam poslanca iz našega kraja, ko je rekel v parlamentu, da je duhovnik, ko se je šlo za duhovnikove plače, psihoterapevt. Kako so mu zamerili. Ja. Ja. V resnici je pa zelo močno povedal, ne. Ker spoved je močna psihoterapija, ne. Da se človek tisto breme odloži, da mu, če že ne moreš pozabiti, da lažje odpuščaš, a ne, to je proces, ki traja, ne, ki je ta breme v psihi, da te žre, ne, ja. Torej, zdaj zelišča so zelo dobra in zelo porabna, ampak tudi je pomembno način, kako ljudje živimo in kako mislimo, tudi verjetno, kako se prehranjujemo. Ja. Vsi čaji, pravi Trevenova na koncu, velike količine čajev, ki vam jih priporočam,
se zdijo neznosne. Pravi, ampak če te piješ srkoma, mislim, po požirkih, potem, da se prebavi vsak požirek, a ne, potem je pa to zelo učinkovito, ne. Mi pa v tem tempu pa to bi lahko rekel, da delamo kravje požirke. Ali še kdaj mogoče pozabimo? Ja. Je še kakšen recept, ki bi ga nam dali našim gledalcem in gledalkam, mogoče še bi ga enkrat ponovili o glini? V tem bo še tako mogla imeti temo, zato ker je uporaba, priprava oblog, ne, in pa tu smo se zdaj sam dotaknila, ne, ker za glino piti ni treba nekega znanja, ne, ja. Je pa takoj pomoč. Ljudje, ki dobijo to, mnogi, jaz se kar boljše počutim, imam malo energije, pa to, ker mu že ledvice čisti, pa to, ne, se pa seveda boljše počuti. Ja. Zanimivo je, da pijanci, pa rečem, jaz sem sam že poskušal, pa daj malo vina zraven. Potem so pa taki, tudi moj kraj je vinogradniški, da ker vino da glino. Pravi, zdaj pa smem zraven družinski mizi jesti, ker pravi, hčerka, ne smrdim več toliko. A ne? Ja. Torej, še zmerom deluje, če tudi je tam alkohola, ne. Ker ta glina kot črevesna metla, usrka pač tisto, njemu verjetno skozi prebavila in to tudi posledice alkoholizma zdravi, delno, a ne. In tisto pa vztraja, zanimivo, ko 3 tedne spiješ, pa kar zahteva to, ne. Drugi nehajo v družini, on še pa kar let in dan bi še kar rabo glino. Pravi, dokler je v sodu kaj. Alkohola, ne, v prvi vrsti. Je to koristno, zato so stari ljudje pač rekli črevesna metla, ne. Pač neškodljivo, mora pa biti oprašeno, ne. Še zmerom imajo mnogi predsodek, pač neka mala meščanščina ali kaj, da tisto, ko hodimo potem po tej zemlji, pa ne bom, Če pa je, zanimivo, če pa je apoteki, potem pa kar pijejo, Če je tam kupljeno. ker je tam. Je pa spet razlika, ne. Ali pa če je v belem škrniclo, ne. Gospod, on tam malo so kaj v Komendi, ima čisto posebno leseno, Ribničan pravi, en tako čebričk, pa eno kuheljčko, pa tak. Tisto tudi zgleda nekako simpatično in to tudi uporabljajo. Samo da ni čisto navadno. Tu je ta miselnost, ali bom to, ali je človeške predelave ogromno, ali je čisto naravno. Jaz mislim, da je najbolj zagotovo, da je najbolj boljše, da si ljudje sami gremo v gost in si naberemo, ker potem vse vemo, kaj smo si nabrali. Zaželeno je, Za tiste, ki pa so malo bolj mestne narave, tako kot smo prej rekla, pa je tudi dobro, da grejo v lekarno in si tudi tam lahko poskrbijo glino. Torej bomo midva danes našim gledalcem še zaupala vašo številko, mogoče tisti, ki jo ne poznajo. Torej, njegova Antonova številka je 041 355 416. Torej, tisti, ki nimate morda hitro še kakšnega listka ob sebi, bom še enkrat ponovila. Antonova številka je 041 355 416. Žal je naša, da pri koncu z nami je bil gospod Anton. Hvala, da ste bili tukaj. In tudi hvala vsem vam, dragi gledalci in dragi gledalke, ki ste nas danes gledali. Srečno!